Odnosi so zakon. Dober dan in lepo dobrodošli v tej poletni izdaji oddaje Odnosi so zakon, v kateri danes Benjamin Siter gostim Miho Ruperčiča. Miha, ponovno pozdravljen pri nas v Krškem. Živa. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Ti si en tak naš stalen gost, te imamo res radi, smo povezani in vedno prinašaš s seboj eno zakladnico modrosti, tako da evo, ponovno vabilo. Predno začneva, dajva začeti z tem, da posvetiva ta čas Bogu, da ga povabiva v najin pogovor in tudi v poslušanje, v dejanje gledanja, poslušanja, ki ga bojo vsi, ki naj jo spremljajo na najrazličnejših platformah, pač sami namenili ta čas, da bo produktiven. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Dobri Bog, hvala ti za ta čas počitka, za to poletje. Hvala za to, da lahko tudi v tem času gradimo odnose, za katere je vredno živeti, kot pravimo pri družini in življenju. Prosim te, da bi bil ta pogovor usmerjen v pravo smer, da bi znala z Mihom dobro prevrednotiti ta čas počitka in v bistvu ugotoviti, v čem je vrednost za nas in v čem je vrednost nas samih. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 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 Tako. Miha Ruperčič, danes ti deluješ kot zakonski in družinski terapevt, ampak ni bilo vedno tako, ne? In recimo v eni od prvih oddaj, ki sva jih imela še nekoč preko Zooma, sva se dotaknila tvoje osebne življenjske zgodbe v tem formatu takole v živo, pa mislim, da ne še toliko, tako da bi bil čas, da mogoče majčkeno ponoviva. Predvsem mi je zanimiva tvoja pot ali pa odločitev, da greš iz podjetniških vod v terapevtske. Tukaj je taka, res ena taka, morda neke vrste sestop, bi kdo to dojel. Kako je res tvoja profesionalna pot izgledala v življenju? Ti si bil najprej reševalec, ne? Drži. Pravzaprav je bil to čas enega izrednega entuziazma, ki se je začel pred osamosvojitvijo, pred letom 1991, ko sem bil na praksi na reševalni postaji v Ljubljani v kliničnem centru. In potem po praksi nekje spontano mene je reševanje, pravzaprav reševalna vozila, saj marsikakšnega otroka te modre luči prevzamejo, navdušujejo. Jaz sem lahko to živel in takrat sem dejansko živel neke svoje sanje, čeprav gre za eno zelo resno zadevo, v bistvu vsak dan si soočen z statistično redkimi dogodki, ki pa jih ti dnevno pravzaprav tam vidiš. Prišla je osamosvojitvena vojna, na katero me spomne status vojnega veterana, ker smo bili vključeni v te vojne operacije. Sam osebno sem bil pri tisti bitki, ki je bila znana in je opisana v tej osamosvojitveni literaturi pri Trzinu, kjer je šlo za en večji spopad, pravzaprav mislim, da je bilo 27. dan, naslednji dan po tisti slovesnosti, pravzaprav po razglasitvi naslednji dan zvečer. Tako da tam, ja, v Trzinu, kjer smo, se pravi, je prispelo več reševalnih vozil, smo se skrivali potem za neko hišo, kjer so potem naši policijski specialci pravzaprav razorožili jugoslovansko armado. Sam se spomnim, da sem z novinarjem Vinkom Vasletom izpod enega oklepnika enega jugoslovanskega mladega fanta pravzaprav smo ga dostavili na nosila in potem v reševalno vozilo in potem v Ljubljano. Tako da takrat, če se prav spomnim, naj mi kdo oprosti zmoto. Mislim, da smo nekih 12 poškodovancev od tam, mislim, da mrtvih je bilo pa ene 4. Tako da je bilo to eno brutalno srečanje tudi z vojno kot tako, z umiranjem, ko pred tabo neposredno ubijajo človeka in zaradi navzkrižnega ognja mu ne moreš pomagati. Tako da
Tako da je to soočenje zame kot dost mladega fanta Koliko si bil takrat, star, ne. to me zanima? Se pravi, glih polnoleten, A ne. res? Saj sem maja dopolnil polnoletnost, tako da me je to potem zaznamovalo, da sem se potem na reševalni postaji sem ves čas bil tudi kot en prostovoljec tam prisoten. Po srednji zdravstveni šoli sem se tam, se pravi, redno zaposlil, a ne, in bil tam tudi redno zaposlen do leta 1994, ko sem pa s 3 kolegi smo ustanovili prvo zasebno reševalno službo v Sloveniji, kar je bil takrat en tak verjetno vizionarski projekt, ker se je mnogim zdelo to, da gre za tako službo, da je pa nezamisljivo, da bi bila zasebna, a ne, ampak z nekim izrednim entuziazmom, z neko božjo pomočjo, spletom okoliščin, da smo lahko nabavili zelo draga reševalna vozila, pa na nek način ljudje z ne vem, kakršnokoli ekonomsko močjo, a ne, da smo z posojili, lizingi in tako naprej prišli do tega, da smo lahko začeli pravzaprav iz nič in začeli peljati eno novo smer, tako odnosa do bolnika, spoštovanja do bolnika. Takrat so se pojavile prvič ta posebna nosila, ki imajo tako podvozje, da ga iz avta ven spraviš, da prideš do bolnikove postelje, a ne, ker v tistem času so dostikrat še bolnike vozili ven na posteljah, pa na dežju prestavljali in tako naprej, a ne. To so ene take skrite stvari v ozadju, kjer smo želeli seveda eno novo kvaliteto ponuditi, a ne. Storitve ponuditi, ja. In potem seveda je ta zadeva v bistvu rasla, tako da na koncu je bilo že, mislim, da okrog 20 reševalnih vozil, blizu 30 redno zaposlenih, pa še honorarno zaposlenih in tako naprej. Ampak gospod kliče, kamor kliče. Zdaj pa, a se mi temu klicu seveda odzovemo ali ne, in jaz sem močno čutil, da je pa prišel čas, da ni več moje mesto tam, a ne. Koliko let si bil v tej Se pravi, v zasebni reševalni službi sem bil 14 let, a ne, prej pa še povezan z reševalno službo nekaj 3 leta, a ne, tako da gre za neko obdobje 17 let, a ne. In verjamem, da mi je prav izkušnja reševalne službe, ko se z najbolj brutalnim trpljenjem ljudi soočaš, neposredno po težkih nesrečah, po infarktih, po umorih, po samomorih in tako naprej, kjer si soočen z tistim, ki trpi, in trpečo, nemočno okolico, a ne. Verjamem, da me je izoblikovalo tudi v tem terapevtskem delu, da se trpljenja kar tako ne ustrašiš, a ne. Ker ti je bilo dano iti v največjo globino pravzaprav človeškega trpljenja, ki je tam nekje med življenjem in smrtjo, a ne. Sploh, če si in en del seveda mojega življenja je bil v tej urgentni službi, a ne, kjer si soočen s takimi primeri, a ne. So pa potem še drugi primeri, prevozi bolnikov, ki niso urgentni, pa prevozi onkoloških bolnikov, ki odhajajo v neko paliativno oskrbo na dom, a ne, da doma pravzaprav umrejo, zaključijo svoje to zemeljsko življenje in kakšno življenje ugasne tudi v reševalnem vozilu, a ne. Tako da se soočaš pravzaprav s to minljivostjo, s tem minevanjem v urgentni službi velikokrat z nemočjo, a ne. Nekaj se da pomagati, vsega se ne da pomagati, a ne. Tako da mi pa to seveda zdaj koristi pri tem delu, da nekako si lahko povezan z ljudmi, da na koncu smo vsi samo ljudje, ki trpimo. Vsak lahko pride, vsak je lahko udeleženec prometne nesreče, a ne. Lahko si svojec nekoga, ki je naredil samomor, lahko je to tvoj bližnji, a ne. Tako da mi je ta izkušnja dragocena, no. Ja. To je zelo tako brutalno in zelo dobro, mislim tako, da imaš globino te izkušnje in da praviš, se ne ustrašiš trpljenja, to mi je tako zelo pomembno, pa mislim, da se bova potem še vrnila k temu. Mene bi pa prav tako ta geneza, ta razvoj te tvoje želje iti v to drugačno vrsto pomoči. To me zanima, recimo, kako se je ta ideja sploh pojavila? Pravzaprav moram ob tem, ko me to sprašuješ, razmisliti, a ne. Bilo je nekih več dejavnikov, morda ena ključnih oseb,
ki so mi jo prijatelji predstavili, je bilo delovanje dr. Zorana Milivojevića, on je transakcijski psihoterapevt, ki je bil en prvih, ki je oral to ledino, se pravi, on je zdravnik, psihoterapevt in je živel in morda, mislim, da še danes pravzaprav deluje tako v Srbiji kot v Sloveniji, a ne, in je pripeljal te vsebine, se pravi psihoterapevtske, a ne, se pravi neke zakonitosti pravzaprav življenja, a ne, in to je v meni pa nek silen privlak pravzaprav vzbudilo, sem bil pol tudi na njegovih izobraževanjih, potem tam je bila, še preden so bila skupaj par, tudi moja žena, a ne, in potem sva se dva taka našla, ki naj jo je to zanimalo in to je potem seveda botrovalo temu nadaljevanju študiju pri profesor Gostečniku in pol seveda tudi naprej izobraževanjem v tujini. Ne. Se pravi, en privlak biti s človekom, pa en privlak, ki sem ga pa že prej morda pri delu z ljudmi, pa tudi sodelavci, opazil je ta moč besede. Ne. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog, a ne? Da vidiš, kako veliko moč ima beseda, ko žališ, ko ponižuješ, ali pa po drugi strani, ko si sočuten, ko si razumevajoč. A ne? Tako da sem takrat nekje že prepoznaval tudi v reševalni službi en ta talent pogovora pravzaprav z ljudmi, pri katerem sem opazil, da so ljudje lahko v pogovoru z mano doživeli neko bodisi korist, olajšanje, nek smisel in sem že takrat razmišljal, to bi bilo pa zanimivo v življenju, da bi pa jaz tole delal, da bi se pogovarjal, pa nisem še sploh razmišljal o psihoterapevtski, kako bi to izgledalo pravzaprav, a ne, ampak sam nekako to je bilo v meni in potem so stvari na nek način prišle nasproti, jaz sem mogel bolj tle reči, nek zgodi se in tako naprej. In potem seveda je prišlo tudi do neke te tenzije v meni, da ne morem več in eno in drugo, ne? Da gre za nezdružljive stvari, ker verjamem, da terapevtsko delo zahteva, ali pa vsaj moj vidik tega je, da zahteva, da to živiš, zahteva celega človeka, ne? Da drugače je to nekaj za zraven, ne? Kar morda, kako si že rekel, koliko procentov je, enkrat se spomnim, si govoril, koliko procentov je znanje pri terapevtskem delu? Jaz se spomnim izjave, ki ga v terapevtskem svetu poznajo, pa tudi ljudje ga poznajo, dr. Peter Levin, on je en največjih avtoritet za travme, so tudi knjige v slovenščino prevedene in on nekje ocenjuje, da pri terapevtu je njegovo znanje, kurzi, vse, kar lahko pridobi, certificira, ne, je nekje do maksimalno 15%. A ne? Se pravi, to seveda more biti, to je pač neka strokovna higiena, ampak nekje 75% pa temelji na odnosu, ki ga jaz navežem s človekom. A ne? V tem odnosu se pa zrcali pravzaprav na nek način vse. A ne? In en občutek, ki ga jaz imam, je predvsem to, da terapije ne moreš delati by the book, kot rečemo po knjigah, a ne? Zato, ker to človek prepozna, da nisi z njim, da nisi pristen. A ne? Knjige so lahko neka usmeritev, neka baterija, neka svetilka pri nekih poimenovanjih, a ne? Da so nekako skladna tudi z pošteno znanostjo. A ne? Vse ostalo pa ljudje iščejo, predvsem jaz imenujem močne možgane. A ne? In to meni simbolizira to, da iščejo nekoga, ki se ne bo ustrašil njihovega trpljenja. A ne? Se pravi, tudi sam doživel in šel skozi marsikaj. Jaz verjamem, da je to pravzaprav en življenjski trening za vsakega človeka, a ne? Za terapevta pa še posebej, a ne? Da je pretrpel nek korpus vsebin lastnih, a ne? Ustrajal, pravzaprav šel, a ne? Kot od faraona, a ne? Da je odšel v to puščavo, neki cajt žveč v tisto mano, a ne? In ustrajal in ne obrnil se in šel nazaj k faraonu, ampak šel smer obljubljene dežele. Egiptovski lonci mesa niso premamili. Točno. Ja. In to je včasih zelo težko, ne? Ja, ker smo mi nagnjeni k tem instantnim, hitrim rešitvam. Ne? Ta proces je težek, ja. Miha, jaz, ko slišim ljudi, ki pridejo iz tvojih, bi rekel,
čistko mimo grede mi kdo omeni, zanče glih ena prijateljica rekla, veš, rekla, Miha je pa res tako sočuten, no, tako to besedo največkrat uporabijo, kot te opisujejo, tako da mislim, da morda je res prav nek talent in absolutno tudi ta tvoja izkušnja te človeške minljivosti, ne. Zadnjič smo imeli oddajo na temo evtanazije in kako ljudje bežimo pred to svojo minljivostjo, ne. Ampak vendarle minljivost je nekaj, kar nam omogoči, da se mi dojemamo realno. Ne. In če to poskušamo negirati, potem, a veš, potem smo ali preveč vzvišeni, ali pa preveč prestrašeni pred življenjem in pač mislimo, da bi morali ne vem kaj. Ne. Tako se mi zdi, no, da nas ta prijateljica konkretna, ki je bila pri tebi na terapiji, je rekla, pa to bi morali tudi vsi. Pač, moram reči, no, da se mi zdi, da je to nekaj, evo, sam sem dal zdaj pred kratkim skozi eno tak set terapije in mi je pač odstrlo marsikaj. In ne mislim, da bi imel ne vem kako grozne travme za seboj, ampak vendarle vsak, mislim, da ima marsikaj, kar je vredno predelati in kar bi bilo potrebno predelati. Recimo, ena taka pomembna tema, ki sva jo mogoče že kdaj naslovila, pa bi jo spet, Slovenci in delo, ne, in storilnost. Ne. Midva recimo, se pravi, pa če greva izhajati čisto iz tvoje osebne zgodbe, ne. Kako si pa to pohendlal, recimo, da si bil ti nekoč lastnik firme, ki je imel 30 plus zaposlenih, a ne, in si potem šel v nekoga, ki se pogovarja, da malo banaliziram zadevo, recimo, ne. Vendarle mi Slovenci, no, ali pa na splošno tako ljudje, na to storilnost, na poslovno uspešnost, na to, da si pač, ne vem, lahko privoščiš to in ono, vežemo velik del svojega občutka lastne vrednosti. Kako si to pohendlal? Pravzaprav ne vem, kako sem to pohendlal, tako da je tvoje vprašanje boljše, kot bo moj odgovor. Jaz mislim, da je šlo za pravzaprav en daljši proces, a ne, v katerem pravzaprav vidiš, da te, če vzameva, ne nabirajte si zakladov na zemlji, a ne, kjer uničujeta molinarja, da vidiš, da te tisti vidik, ko morda prideš do nekih materialnih stvari, ne zadovolji pravzaprav, ne, na ta način, kot naj bi te, a ne. Kar pomeni, da pravzaprav je le neko globje ozadje, ne, in da začneš doživljati neverjetno vrednost v tem, da lahko svojo besedo, svojim načinom vplivaš na drugega človeka. Ja. Kar pomeni, da začneš delovati v drugi valuti, a ne? In da so dividende pravzaprav druge. Jaz ne verjamem, da enemu družinskemu očetu lahko večji ponos da to, da je vplival na življenje svojega otroka in gleda, kako gre v doma in reče, lej, dal sem se od sebe, bil sem res z njim, kakor sem le mogel biti, ne popolno, absolutno, pa vendar on tudi zaradi tega, kar sem mu jaz lahko dal, bodi si besed, gest, vse, kar paše v en odnos, je njemu zdaj v tem življenju, ko odhaja sam v svet lažji. Jaz verjamem, da je to največji ponos, ki ga lahko en oče doživi, in je večji ponos, kot vsi posli in tako naprej, ker je zanimivo. Če pogledaš to harvardsko raziskavo o življenjski sreči, ki poteka že od leta, mislim, 1936, ko so spremljali vse te moške na njihovi življenjski poti. Pri 80-ih več ali manj vsi obžalujejo, da niso bili več z družino in nihče ne obžaluje, da ni več delal. Zato, ker je tudi izid tega, da življenjsko srečo prinašajo samo dolgotrajajoči odnosi. Ja. In to je v bistvu analizirala povsem posvetna univerza v tem smislu Harvard, ker jih je zanimalo, kaj prinaša življenjsko srečo. Ker ko analiziraš to pri najstnikih, 80% smatrajo, da jim bo življenjsko srečo prinesel denar, 50% pa slava. Kar se potem v bistvu razbije, in ne drži. Ampak veš, kaj je problem, Miha? Sej, meni se zdi tako, za najstnike je tudi problem. Recimo, in sploh, da je spodbujeno social media in tako naprej,
ampak ne bova še zdaj v to. Mene zdaj zanima v resnici moja generacija. Se pravi, ljudje ali pa najina generacija, ne vem, ti si par let starejši, ampak tu ljudje med, ne vem, bova rekla delovna doba, tam nekje med 35-50, ne? A veš, ta generacija me zanima, ker se mi zdi, da smo mi na potezi, obenem se mi pa zdi, da smo zelo ujeti v vsakodnevno hamster wheel, se pravi v vsakodnevni trud za delo, a ne? Družina je morda bolj kot nekoč vrednota, recimo se trudimo za njo, obenem so pa, ne vem, ta temeljni občutek vrednosti se mi zdi, da si ga še zmeraj nabiramo pa bolj v službi in potem recimo, če smo zdaj sredi poletja, so pa te hitri, popolni odklopi in potem je edina tema vseh pogovorov, kam pa kdaj grete, pa vi na morje, samo to, se pravi, ker tam se bomo pa lahko res odklopili, tam bomo pa lahko res zaživeli. Ali pa, veš kaj mi je, zdaj bo malo daljše vprašanje, ki je pač del pogovora, ampak, ko poslušam te radijske napovedovalce, ne vem, Radio 1, Radio Krka ali pa katerikoli od teh popularnih radijev, pa to je absurd. Ta folk samo še, četrtek je mali petek, samo še čakamo, da bo petek, da bo pol vikend, pa kako smo se ga napili čez vikend, dobesedno se o tem pogovarjajo. To je nekaj, kar dnevno trobijo ljudem v možgane in očitno je to ta stanje te psihe tega ljudstva, da bi samo čakal one odklope, služba je muka, kdaj bo že 3, zdaj boste pa lahko že srečni, se boste iz službe domov peljali. To je noro težko meni poslušati. Si odprl res široko temo, ne? Ja. In prva stvar, prav z alkoholom, ne? Imamo Tudi, na tem kulturnem prostoru veliko težav, ne? Več težav, ko se z psihiatri pogovarjam, ki prav obvladajo to področje odvisnosti, ne? Govorijo o tem posebno težavnem vzorcu pitja, ki je pri nas, kar je določena razlika od Francozov pa Italijanov, ki približno isto količino alkohola spijejo, mogoče podatek zdaj trenutno je različen, pa vendar je njihov vzorc drugačen, da veliko alkohola spijejo, ko so izredno dobre vole. Na našem prostoru se ga pa velikrat pije alkohol, ko nisi dobre vole, da bi bil boljše volje. Da bi pozabil, da bi nehote človek reče, jaz pijem, da se malo sprostim, ne? In terapevtsko jaz najbolj tam zastrižen z ušesi, ker to je najbolj destruktiven vzorc, da piješ zato, da se sprostiš, kar pomeni, da si s kemijo moraš počutje spremeniti. Če si ti zelo dobre vole, pa spiješ neko enoto alkohola, pa si še malo boljše, je veliko manj problematično. Če bi pa rad iz te snobe prišel v normalno stanje, iz žalosti v veselje, in je pa to pravzaprav neka fikcija, neko neresnično, nerealno, bi rekel spreminjanje počutja, ki seveda lahko dolgoročno vodi v alkoholizem. Če pogledamo v tako majhni deželi, imamo nekih 200,000 alkoholikov, ko vsak prizadene še ne 3, pa pridemo hit na številko 800,000 ljudi, ki so tako ali drugače prizadeti zaradi alkohola. Pa morda alkoholiki še tisti pripoznani, koliko je še takih latentnih, ki pač... Sej, govorimo o tisti številki 200,000, je mnogo zelo funkcionalnih ljudi, ob katerih pa okolica vseeno trpi, ker otroci gledajo neko uro, ki ne bije prav. In v bistvu so potem obrazne mimike, intonacije, vse to, kar otrok absorbira, nosi sabo tudi neko napako. No, dajva se pogovarjati o tej napaki. Kako alkohol pa lahko rečeva že v takih zmernih, zelo družbeno sprejemljivih količinah, sploh polet, recimo, Jaz vidim tudi pri sebi, dobro, poleti večkrat, tako na večer, kakšno pivo s kakšnim sosedom in tako, ne da bi se kakorkoli napil, ampak ti, ko spiješ eno pivo, en pir ni nič, tako rečemo, ampak če se dobro opazuješ, opaziš, da en pir ne da ni nič. En pir je majčken drugačen občutek, ti je že malo lažje v življenju, si že majčken tiste skrbi ali pa občutka neke tesnobnosti, si ga majčken že zalil, si že rekel,
se je v redu. Ne? To je morda, in to je že način, recimo, pa ajde, po enem piru tako, recimo, če sta pa dva, ali pa tako, si pa že precej drugačen. Ne? In tukaj vidim, recimo, ne vem, tile pikniki ob zaključku šolskega leta, recimo z razredom, z vrtcem in tako naprej. Pa to je strašno normalno, ne? A veš, jaz sem zadnjič namenoma se moral po 2 zelo aktivno ustavljati, da je bilo konec, ne? A veš, če ne bi bili pa 3-4, recimo, tako, za nič. In kaj se pol, se bomo usedli v avto in se domov peljali, kakorkoli, ne? No, to je še tretja stvar. Že prvi del problema je, da se bomo usedli v avto, ne? Ker verjetno smo že blizu tiste meje, kjer ni varno, ampak mi velikrat nimamo te meje, da v takem stanju ni dobro tudi v odnose vstopati z drugimi, posebej z otroci. Tako. Morda bi bil kdo bolj poklican, da bi točno povedal, kaj se v možganih zgodi. Kar pa sam verjamem je, da če si ti na nek način že popil določeno količino alkohola, sploh tista me skrbi, ki gre nad eno pivo, ki gre nad eno enoto, kot rečemo, alkohola. Nekaj drugega je en kozarc vina pri hrani popit, kot pa so te zabave, ko se pa to malo multiplicira, a ti takrat greš kot zgled varnosti otroku. A ti lahko ti otroku daješ zgled. Hkrati ne bi bil ti tisti, ki bi mu zagotavljal te osnovne komponente varne navezanosti, da otrok se čuti varnega, da otrok pravzaprav doživlja, da ga vidiš tako, kot on je in da ga znaš tolažiti. Jaz verjamem, da vse te funkcije do neke mere niso več take, kot bi mogle biti. Veliko otroci alkoholikov sploh povejo, koliko jih je bilo sram, ker je nekdo oče, ko je popil, je govoril na en način, da je bilo otroke sram, ker so mu zavore popustile in tako naprej. Naši možgani, moramo povedati, so pa izredno senzitivni. Zakaj so senzitivni? Zato, ker Mona Delahooke to piše v tej Brain Body Parenting novi knjigi od lanskega leta, razloži, da naši možgani intonacijo človeka preberejo prej kot pomen besede, par milisekund. Kar pomeni v intonaciji, se pa skriva marsikaj. Zato moj profesor Gordon Neufeld pravi, ni važno, koliko imate vi srčno dobre namene, pa kaj želite dobrega povedati, važno je, s kakšno intonacijo to poveste. Ker intonacija, način velikrat pade v možgane in včasih se starši ne zavedamo, da če intonacija ni ustrezna in velikrat pač ni, ker smo vsi nepopolni, dostikrat besede, ki je za intonacijo, otrok sploh ne sliši. Ja, to je dejstvo. In jo sploh ne sprejema. Kar pomeni, da moramo mi vsaj v neki znatni količini do otrok prihajati v neki odrasli, umirjeni drži. Zato, da sta in beseda in intonacija, da v bistvu sledita. Verjetno, čeprav naj jo gledajo odrasli, če bi midva zdajle pila na tej oddaji pivo, 1, 2, 3, verjetno bi bila še majčken... Pa bojo odrasli ljudje gledali, pa bi bila lahko zelo razvneta, pa mislim, da ne bi mogla biti kredibilna. Ne bi bila pristna, ker bi pač dejansko... Šla bi nekje čez mejo, Ja, rekel bi z neko držo nekaj, rekel bi mogoče malo več, kot je primerno. okej. Pejva v to, kaj pride ven, potem pejva pa še nazaj v to, zakaj mi to moramo kao delati. Zakaj rabimo to. Kaj pride še ven, recimo? Ti si, recimo, če smem povedati, pač praviš, imaš izkušnjo dolgotrajne abstinence, vsak dan znova se odločiš, da ne boš, zdaj že kar nekaj časa. Tako mi je zanimivo, lahko kar osebno poveš, kaj recimo, zakaj si se ti za to odločil, kaj tebi recimo pomeni? Jaz se nisem odločil to iz neke točke, da bi imel neko težavo z alkoholom, ker pravzaprav že leta je moja poraba alkohola bila izredno zmerna. Tako da pri meni je bil v tem kontekstu vzgib nek morda malo drugačen, da velikrat se srečujem pri svojem delu z težavami z alkoholom, kjer po pravilu, pa ne vedno, žene smatrajo, da možje popijejo nekaj preveč.
Možje seveda tega praviloma ne vidijo na ta način, ker pijejo, kot rečemo, v družbi in zažejo. A ne? In pogosto temu sledi pravzaprav ena prošnja oziroma eno povabilo, dajmo 3 mesece biti popolnoma brez alkohola. A ne? Zakaj? Zato, da vidimo, ima kakšen pomen v življenju. Ker alkohol ne sme biti pomena v življenju. Lahko ima neke nadgradnje pri veselju, ampak v resnici, če ga ni, se ne sme nič spremeniti. A ne? In veliko jih računa, da to ima nobenega pomena v mojem življenju, brez težav. Potem pa 3 mesece je pa že tako dolga doba, da se v več kot polovici primerov pokaže, da ima ta alkohol pomen, a ne? Una prilika, ta službena prilika, un piknik, a ne? Kjer se ne da zadržati iz različnih razlogov, ali pride do tako močne potrebe po pitju, ali pride do pritiska okolice, pa to ugotoviš, ne? Da si pod pritiskom neke družbe, da neka družba zahteva, da si eden izmed njih, a ne? Kdo pa si, če ne piješ in tako naprej. Tako da je bila tudi ta odločitev moja v veliki meri tudi iz solidarnosti do teh ljudi, ki morajo neko abstinenco, vsaj neko omejen čas držati, a ne? In težko, nekje na eni točki sem doživel, težko jaz zahtevam samo od ljudi, sam se pa tega ne dotaknem, a ne? Tako da je to tudi del tega, da sem solidaren, a ne, z družinami, kjer je alkohol problem in je potrebno se boriti, da se ta problem preseže. Wow, super. Pojdiva v to, no, res, zakaj imamo občutek, da, ne vem, se pravi, ko je dopust, ne, je tega več, ali pa ko so pikniki, je več, ne, se pravi, se mi zdi, da vsaj pač v moji izkušnji, no, lahko da je kje druge, kaj drugačno. Verjetno, če je problem večji, potem je ta problem kar konstanten čez leto, ampak ne vem, jaz, kakor jaz poznam ljudi okrog sebe s tem toplejšim delom leta, ki je bolj sproščen, ki je tak, da si dovolimo res malo bolj biti mi, a ne? In ko se produktivnost malo zniža, pol se je treba pa res fejst zabavati. Ja, produktivnost je ena velika tema za Slovence oziroma za ta kulturni krog, ker je velikokrat naša človeška vrednost vezana na to, kaj naredimo, kaj damo v svojo izložbo, koliko solate smo pridelali, ne? Koliko smo ne vem kaj tega naredili, koliko smo projektov naredili, koliko smo denarja zaslužili. Ne? Se pravi, smo storilnostno naravnani. A ne? Nek kolega terapevt, ki ga ne bom imenoval, a ne, se je velikokrat pošalil, prav veš, tle pri nas v Srbiji, tle Slovenci imate občutek, da vi ste zelo pridni, skozi delate, ne? Pa skozi imate občutek, da še nekaj niste naredili, ne? Prav pri nas v Srbiji noben nič ne dela, pa vsi mislijo, kaj so, a ne? Ker trčita mogoče 2 kulturna prostora. Tako da v tem prostoru pravzaprav je to prisotno, da je naša človeška vrednost zelo vezana na to, kaj naredimo. A ne? In lahko pravzaprav pride tudi do ene velike tesnobe in anksioznosti, ko nič ne delamo. A ne? Tako da se je razvil nek vzorec, ki je pa v nasprotju z potrebami možganov. A ne? Ker dr. Sigel ugotavlja, da na krožniku duševne hrane, ki ne bi jo vsak dan imeli, ne bi bilo 7 sestavin. A ne? Kar pomeni, prva sestavina je spanje, dovolj spanja. Tle imamo večje ali manjše izzive. A ne? Baje, da Slovenci zelo velike, da smo med bolj nespečimi narodi. Tako, ker je lahko tudi povezano to z potrebo po večji produktivnosti, a ne? In moraš zvečer še toliko pa toliko prebrati, pa še to pa to narediti in tako naprej. A ne? Potem druga vsebina je potreba po fokusiranem delu. Tukaj jaz verjamem, da imamo zaloge, ne? Da pravzaprav tle ni problem, da tega je še preveč. A ne? Ne, ja, lahko. Pa vprašanje, če, ne, kakšna je kvaliteta tega dela v resnici. Če ostalo ne štima, se mi zdi, da težko tudi to štima, ampak morda lahko, ampak je neverjetno, da tudi ljudje, ki so alkoholiki, pa tako naprej, neverjetno funkcionalnost eni ohranijo. V delu. In pravzaprav z delom še vedno oni lahko prikrijejo to svoje stanje. A ne? Ne glede na to, a so zidarji, a so mehaniki ali pa odvetniki, a ne, gre to še včasih neverjetno dobro zraven, čeprav je lahko v ozadju marsikaj. A ne. Potem tretji steber, ki je pomemben, je ta čas za odnose, a ne, čas za povezovanje, tle smo bolj ali manj
šibki, a ne. Potem četrti steber pride čas za rekreacijo. Tle načeloma smo narod, ki se rekreiramo, včasih gremo lahko tudi, smo nagnjeni k tem adrenalinskim opcijam in tako naprej, a ne, maratonskim in tako naprej. Tle ne bi nič vrednotil, a je to dobro ali slabo. Kardiologi imajo o tem neko svoje mnenje, ki ga pogosto slišim. In tukaj še nekako nam gre, ne. Potem pridejo pa 3 elementi, pri katerih je več težav, a ne. Tudi odrasli, čas za igro, a ne. Naši možgani imajo izredno radi igro, v otroštvu govorimo o prosti igri, a ne. V odraslosti pa o nekem čustvenem peskovniku, a ne, ki nam omogoča, se pravi, to so kultura, umetnost, koncerti, glasba, to, kar ti prebuja čustvene vsebine in je samo sebi namen. Nič ne dosežeš, nimaš izida, a ne. Če greš ti na en lep koncert, je v bistvu poanta koncert sam, a ne. Na koncu, ko greš iz koncerta, ne greš z nekim izdelkom, predmetom, dosežkom, a ne. To je značilnost igre, da je pravzaprav sama sebi namen, a ne. In ta aktivnost je izredno blagodejno, deluje pravzaprav na človeške možgane. Vedno bolj ugotavljajo, koliko je važno, da spodbujamo prosto igro pri otrocih, a ne. En tak pretresljiv podatek, recimo iz Združenih držav, ki imajo te strelske pohode, a ne. Značilnost teh storilcev je, da v življenju niso imeli proste igre, a ne. A res? Ja. Ne, ker v prosti igri, ne, otrok lahko predela čustvena stanja. V prosti igri se otrok naredi mrtvega, ker je to, ne gre za res, a ne. V prosti igri se ti lahko svobodno 5krat ločiš, pa 5krat poročiš brez posledic, a ne. Tako da prosta igra je prostor predelave, ne. Je pa seveda nekaj pogojev, ki ti jih morajo pa drugi zagotoviti, da se počutiš varno, a ne, kar pomeni, da morajo odrasle osebe pa te odnosnostne potrebe zagotoviti otroku, da se lahko igra, a ne. In če se bo v otroštvu igral, bo ponavadi prenesel to pravzaprav tudi v odraslo dobo, a ne. Sicer bo gledal lahko na igro, pa na vse te aktivnosti, ki so same sebi namen, na nek način zviška, kot nepotrebne, a ne. Boguče skradaš, a ne. To opažam. Namesto, da bi nekaj naredil, kar je oprejemljivo, kar bo dalo rezultata, ne. No, in recimo to, da si kot odrasla oseba dovoliš nek hobi, ki je samo zate in ki nima nekega namena, se mi zdi, da zelo močno pokaže na to, če imaš zdrav občutek lastne vrednosti, ali ne. Ja, hobi, karkoli je igrivega v tem smislu, da je sama dejavnost, sama sebi namen, ki ti neko ugodje povzroči, je izrednega pomena. In je nekaj dobrega in absolutno govori tle o zdravi osebnosti, a ne. Potem sta pa še dve, a ne. To je pa čas za počitek, a ne. Ta je pravzaprav kar problematičen, a ne. Počitek kot pasive, a ne, kjer si vreden samo zato, ker ti je ime Benjamin ali Miha, a ne, kjer pravzaprav in prav počitek je pomemben, da tvoja lastna vrednost je vezana, a ne, Bog te je poklical po imenu, a ne, že samo zaradi tega si vreden, a ne. Se pravi, ni tvoja vrednost vezana na vse to, kar ti si, kar si dal izložbo, kar si naredil, a ne, in veliko ljudi, ko pride do počitka, rata izredno anksioznih, a ne. Nekateri se celo za mizo ne morejo usesti, ne morejo skozi strešiti, a ne. Sicer to potem racionalno probajo zaviti v svoje delavnost in tako naprej, pogosto je pa v zadnji anksioznost, ker doživljajo, da so, ko so pasivni, brez vrednosti. Da pa čisto po domače razložiti besedo anksioznost, Miha. Anksioznost, tesnoba, a ne, gre za en velik občutek nelagodja v telesu, ki se z različnimi fiziološkimi simptomi kaže, a ne. Pri nekaterih so težave z dihanjem, pri nekaterih je tiščanje za prsnico, občutek lahko mehkih nog in tako naprej, a ne. Najlažje ga pa pravzaprav opredelimo kot en izrazit občutek neugodja v telesu. Po domače bi ljudje rekli, da smo živčni. Recimo, da si živčen, ja. Ja. Tako, ne. Nisi notranje v neki harmoniji, nisi notranje pravzaprav v redu, a ne, in bi rad pravzaprav dosegel to stanje
in zasvojenosti z delom kot takim, jo je že veliko, a ne, pa da pravzaprav tudi z neko funkcionalnostjo prekriješ pravzaprav to tesnobo, a ne. Smiselno pa bi bilo, da bi si jo v neki pravzaprav sferi le ogledal, kaj ta tesnoba je, Ja. a ne, da bi postal čuječ, radoveden, a ne. Radovednost je ena taka sila, ne, ki te žene, da malo raziščeš, in to ne vpelje v to, bi rekel, v zadnjo pravzaprav sfero je prav to vprašanje tega notranjega uvida, a ne, kot ta 7. steber, a ne, kjer za verne ljudi je to molitev, ampak je fino, da je nadgrajena tudi z neko adoracijo, kontemplacijo, meditacijo, a ne. Značilnost katere meditacije, vseh teh meditativnih praks je notranja umiritev, a ne. Se pravi, da prisluhneš samemu sebi, seveda verni ljudje smo tle usmerjeni na Boga, a ne, in želimo en globlji stik z Bogom vzpostaviti, za katerega cerkveni očetje pogosto pravijo, a ne, da naj bi Bog v miru prihajal, v tišini. Papeški pridikar Cantalamessa, ne, pravi, da verjame, da Bog nekje v človeški intuiciji prebiva, ne, prek Svetega Duha, a ne. Tako da je treba vse te glasne motilce, ki smo v zapadni kulturi seveda in dnevno izpostavljeni, nekje umakniti, in tudi iz svojega življenja vem, da kadar zmorem biti discipliniran, da prakticiram pravzaprav neko to duhovno prakso, ali gre za molitev, ali gre za čuječnost, a ne. In verjameš, da je to nek božji dar, zelo, zelo nekako te umiri. Dan je drugačen, a ne. Dan je drugačen, ali pa večer je drugačen, ali pa noč je drugačna, a ne. Da pravzaprav tam se, jaz verjamem, lahko z Bogom povežeš, da dobiš ta občutek, da pa le nisi sam, a ne. In da tvoje življenje je fundamentalno okej, ne. Tudi če pridejo težke stvari pa trpljenje pa tako dalje, a ne. Tukaj se mi zdi, da je pač prav vzrok vsega tega bežanja od pristnih občutkov, od pristnega zaznavanja samega sebe, tudi od tega raziskovanja tesnobe, ne. Meni se zdi, da danes si res, ne, pravijo, da če bi vsak človek na dan imel vsaj par minut tišine, ne, da bi že dejansko, če to zmoreš, pol boš lažje funkcioniral, ne. Tako no, brezglavo bezlanje in bežanje od tesnobnih občutkov, no, to je značilnost tega časa, se mi zdi, no. Recimo, ne vem, na misel mi prihaja en dober prijatelj, ki pravi, jaz če ne delam na dopustu, zdržim toliko pa toliko časa, pol sem pa živčen in pol ne morem biti več primer, ne, recimo. Pa zanimiv tisti prijatelj ne pije, ne, se pravi, večina drugih pa preprosto pije. Ima lahko drugo. Ampak ima lahko kakšen drug način pobega, ne. Ja, tudi samo delo je lahko v bistvu kar močna odvisnost, a ne, s katero pravzaprav bi se pa vrnil mogoče na izvorno težavo, ki je zelo dobro opisana v knjigi Znanost o vzgoji, a ne. Kaj je geneza alkoholizma, a ne. Geneza alkoholizma je težava z, to je verjetno ni cela resnica, ampak del resnice, z gamma-aminomasleno kislino, z substanco, ki jo mi imamo v našem telesu, a ne. In ta substanca naj bi se uravnavala v odnosih, a ne. Se pravi, odnosi medčloveški vplivajo na nivo te substance, a ne. Potreba po alkoholu pa pride zato, ker je pa alkohol substitut, ki uravnava nivo te kisline, a ne. Kar pomeni, ne, da če odnosi ne špilajo, a ne, se potreba po alkoholu lahko poveča, a ne. In saj pravzaprav želja ljudi, ki uživajo droge ali pa pijejo alkohol ali karkoli je, a bi se jaz lahko pomiril, a ne. In tista pomiritev, ki nam jo Bog daje in jo Bog daje otrokom, kako jo daje otrokom? Preko nas božjih veleposlanikov, ne, očetov in mam, a ne, ki naj bi te otroke znali pomiriti, a ne. Mi jih pa velikokrat v bistvu namesto pomiritve kregamo, ne. In ne znamo čisto dobro tukaj pravzaprav se umestiti, a ne.
Ja, ker sami nismo umeščeni in umirjeni. A ne? In tle se pravi, moraš narediti neko refleksijo lastnega življenja. A ne? Ja. Če ne narediš lastnega življenja, si skozi v drži, kaj smo šele vse mi morali. A ne? Ja. Boste pa vi tudi. A ne? In stavki, kaj smo mi vse morali, vedno govorijo, da človek ni naredil refleksije. A ne? Ni naredil, ne vem, je to domača naloga ali je to priložnost, a ne? Da bi ovrednotil pravzaprav, kaj je v življenju dobil, česa ni dobil, in da bi bil pripravljen v tej drži, resnica te bo osvobodila, a ne? Pogledati, kaj ni dobil. Zato, ker tisto, kar ni dobil, rabi v sedanjosti njegov otrok in njegov partner. Ja. A ne? Ja. In sam, konc koncev. A ne? Ja. In tam je verjetno odrešenje prihaja. Ampak je zavestna odločitev. Ne? Ali je pot za to soočenje s tem, česar nisem dobil, bolj kot ne v terapiji, ali kako? Mislim, ker dejansko, v družini in življenju, kjer imamo 270 zakonskih skupin, vidim, da pač v naravni zakonske skupine, kjer smo pari med sabo in si vzamemo čas drug za drugega, enkrat na mesec oziroma 3-krat na mesec, ker imaš vmes še čas za zmenek in imaš čas za domačo nalogo, se pravi, je to že 3-krat, 300% več kot nič. Ne? To je že izjemno dobra praksa, kjer se te stvari že med seboj pogovarjamo, uravnavamo in tako naprej. Pride pa morda do neke ravni, ne? In se mi zdi, da pač morda pa vendarle je čas za vsaj jaz osebno sem pač imel to izkušnjo zdaj v življenju, da si pa nekaj stvari še na novo dovoliš videti, kar je včasih zelo težko, a ne, da si sploh dovoliš videti. Obenem, da si mogoče kakšne vzorce, ki si jih nabral tekom življenja, pač ovrednotiš, jih pogledaš skozi neko, ne vem, skozi neko drugačno prizmo in si rečeš, lej, se pa ni treba, da je vedno vse točno tako. Ne? Tako, no, fajn, jaz bi to izkušnjo te terapije ali pa tega, da si pač dovoliš pomagati na tem področju, priporočil naprej, no? Tako se mi zdi, da je vredna. Tle imamo velikega zaveznika v papežu Frančišku, ki je tudi delil svojo izkušnjo, a ne, z njegovo terapevtsko izkušnjo, ki jo je imel mislim, da je bilo v Argentini z neko sicer židovsko terapevtko, a ne, in sam povedal, da mu je koristila. A ne. Terapija je ena od teh poti, a ne. Jaz predvsem v splošnem verjamem, da odnosi zdravju. A ne. In da marsikaj lahko odnosi sami, se pravi, da si ti v občestvu, da deliš neke vsebine, da si tudi navzven usmerjen, a ne, včasih zadostuje. A ne. Prtljaga, ki jo mi nosimo s sabo, je pa zelo različna. A ne. In včasih je lahko terapevtska podpora tista, ki morda nek pospešek da, malo pohitri. A ne. Predvsem pa ne smemo terapije, bi rekel, asociacija terapije so problemi. Ja, tako je. V resnici je ta asociacija pri nas še prisotna v tujini, zapadni kulturi se opušča. A ne, to bi rad malo dedabuiziral. Da je to pravzaprav je terapija priložnost, a ne, v našem hitrem tempu življenja, a ne, za to, da ti v odnosu z drugo osebo, ki je od tebe do neke mere nevtralna, a ne, ni vpeta, ti lahko nudi en boljši zunanji pogled. Ne. Zato tudi terapevti moramo iti k drugi osebi na terapijo, ker jaz sam zase ne morem nuditi si tega zunanjega pogleda. A ne. Tako da smo tle čisto vsi na istem čovnu. A ne. In zunanji pogled ti pa koristi na mnogih pravzaprav sferah, da bi živel neko svoje avtentično življenje. A ne. V praksi kdo pride na terapijo samo zato, da ga spremljaš, da dokonča doktorat. A ne. Pa gre pravzaprav za en izredno pozitiven dogodek. A ne. Ja, se pravim, tudi jaz nisem imel kakšnih eksplicitnih problemov, ampak dejansko sem videl, da rabim pospešek na nekaterih področjih in to, ko praviš, da ti nekdo zreflektira nazaj to, česar sam ne moreš videti. Ne. Točno. Ne, in včasih je nerealno pričakovanje, da bo vse to, da boš predelal in obdelal ob partnerju. A ne. Fino je, da imaš ti širši krog ljudi, a ne, da imaš tudi prijatelje, a ne, in druge ljudi, na katere se pravzaprav
lahko obrneš, ker vidim, da včasih imajo pari kar veliko nekih konfliktnih situacij, ker gre za neka nerealna pričakovanja, kaj vse bo partner pravzaprav naslavljal, a ne? In na koncu ne more vsega, a ne? In ti se lahko celo življenje kregaš in si zagrenjen, kako partner ne odgovarja na vse to, ali pa rečeš, vsi smo omejeni do neke mere, a ne? A lahko pravzaprav, a ne, sej moja žena tudi avtomobila ne servisira, a ne? Kar pomeni, smo vpeti v občestvo in lahko pravzaprav tudi iz občestva marsikaj dobimo, a ne? Ja. Zato da, ne, zdaj, če probava počasi zaključovati, namen pa je res ta, da prvič lahko ti, kot praviš, živiš avtentično življenje, ne? In da si lahko polno prisoten v odnosih, ne? Se pravi, da lahko tudi v odnos z ženo in v odnos z otroki, ne, vstopiš pristno, ne? Se pravi, ne pod substancami, ne, kot smo rekli, ampak dejansko, da lahko začutiš otroka tam, kjer je, ker tudi samemu sebi dovoliš čutiti sebe. Ne, tako se mi zdi, no. In da si dovoliš počivati. Da si dovoliš tudi počivati, ja. Da dovoliš biti v pasivi, a ne. Svet Frančišek je veliko z gobovci delal, ampak veliko je tudi s svojimi brati ležal gor v hribah, pa ni nič delal, ne. Tako da počitek pa lenoba sta v tem kulturnem prostoru zelo skupaj, a ne. Ker to so generacije naših staršev, ne. To niso bile generacije, ki bi bile deležne stavkov, joj, koliko si lepa, ko samo na kavču sediš, a ne. Je bilo prej zmigaj svojo ta zadnjo, pa se je že modelo spravo, a ne. To sem jaz včeraj svojim najstnicam rekel. Ja. In tudi to je treba reči. Ne trdim, ampak ne pa ne trdim, da to, ampak problem je, če je samo to, a ne. In če mi ne dajemo lepih besed, a ne, otrokom tudi na počitek, ne, to se Slovenci zelo bojimo, a ne, ker posel pa otrok pokvaril in tako naprej. Ker profesor Neufeld ugotavlja to, ne, da prava kreativnost pa ustvarjalnost, ideje pridejo iz počitka, ven ne iz dela. Zato je počitek tako važen. Da delaš tisto, kar je najbolj smiselno, ne samo, da se delaš zato, da bi izgledal priden. Fajn, Miha. Daj samo še poskusi nas malo usmeriti v tem poletnem času, kako konkretno naj recimo si vzamemo čas za ženo, ali pa za moža pač žene, ali pa kako konkretno naj pristopimo k otrokom, da bomo znali ta dodatni čas, ki nam je darovan, v bistvu zares dobro izkoristiti za neko gradnjo pristnih, dobrih odnosov. Mogoče tisti odgovor, ki je meni najbližji, če se usmerim na celo družino, a ne, mi je ta misel dr. Neufelda blizu, ne, holiday time should be protected, ne, kot on reče, čas počitnic mora biti zaščiten, ne. Kaj bi pravzaprav to v praksi pomenilo, a ne? Da ima družina en del počitnic sama, a ne? Se pravi, da ni drugih ljudi, a ne? En del počitnic, en del je pa lahko namenjen različnim povezovanjem tudi z drugimi, a ne? Se pravi, tam med počitnicami, zato da družina res lahko zaživi eno družinsko intimo, a ne? Kaj se pa dogaja, a ne? Da otrokom vzamemo še ene druge otroke, pa so že cel let vrstniki, da bo spet imel družbo. In mi velikrat ne pojmujemo, da smo mi najboljša otrokova družba. Nekako je to včasih šlo iz zavesti. In en del počitnic verjamem, da je prav, da so temu namenjeni. In da mi verjamemo, da smo najboljša družba svojim otrokom. Če bomo mi zmogli pravzaprav biti najboljša družba svojim otrokom, bo to en purin, da bojo te otroci se veliko tudi igrali. Glede na leta primerno. In pol tudi sami igrali brez nas. Takrat pa nastopimo mi kot zakonski pari veliko lažji. Ker dobimo nekaj časa pa za svoje povezovanje, svoje pogovore in da je lahko en del dopusta tudi izredno pasiven. Ker imamo doskrat tudi načrte, kaj vse moramo doseči na dopustu. Pa morda niti ni vedno to potrebno. Tako da zavarovati tudi čez dopusta, ker družina potem
lahko iz teh fotografij, ki bojo nastale, iz teh spominov, a ne, črpa potem celo leto. A ne, in je to eno tako črpališče, a ne, in odskočna deska, ko bomo spet prišli v vse te dnevne rutine. A ne. Super. To je zelo, zelo pomembno. No. Se mi zdi, da meni je zanimivo bilo, da je bilo meni terapevt rekel, ne, kar se načrtovanja tiče, ne, ko smo imeli neki izlet, je rekel, aha, ti za službo veš, da moraš načrtovati in se pripraviti, je rekel, za čas otroke se ti pa da ni potrebno. Ali kaj, ne. Tako, to mi je bilo kot očetu, ne očitek, ampak ona spodbuda, wow, ne, dajmo res vrednotiti ta čas, ko smo skupaj in ga res naredimo takšnega dejansko, da si ga bojo otroci in mi sami, da si bomo res zapomnili, da bomo res lahko črpali kasneje iz tega. Pa še nekaj, ne, mineva, ne, ta čas, ko so majhni in ko so v osnovni, srednji, kakorkoli šoli, vendarle mine hitro. Ne. In poseben poudarek na najbolj zanemarjeno populacijo, to so najstniki. A ne? Se pravi, z najstniki, ki so na pol odrasli, včasih se delajo, da so odrasli, pa še niso odrasli, a ne? Oni imajo veliko potrebo po dopaminu, a ne? Dopamin izhaja iz potrebe po raziskovanju sveta, a ne? In najstnik tudi na dopustu bo rabil neke dobre aktivnosti, ne? Ti imaš že idejo, kako se boš v legu pa knjigo prebral, a ne? Najstnik se včasih tam kot otrok igral, zdaj bo pa rabil, ne? Oči, greva šnorhlat, greva surfat, greva nekaj novega narediti, a ne? Zato, ker si moram dvigniti dopamin, a ne? In tako da najstnik je neko naravno pomlajevalo nas odraslih, a ne? Ker nas bo spravil v to, da bomo tudi mi skupaj z njim malo spet na novo raziskovali svet, pa neke novosti se šli, a ne? Tako da gremo v raziskovanje sveta, kamor nas najstnik poriva, in je fino, da se temu povabilu odzovemo, ne? Fino. Vi imate že načrtovan dopust? Ja, je načrtovan, tako da v parih delih, a ne, tako da nekaj bo morja, nekaj bo hribov, a ne, tako da jaz mislim, da je to ena klasika, ki je nam Slovencem blizu, a ne. Fino. Miha, hvala lepa res za ta lep poletni pogovor. Če je koga prijelo, da bi rad prišel na terapijo, kako te najdejo? Najbolje, da mi napišejo elektronsko pošto na elektronski naslov institut@varna-navezanost.si in se na ta način po elektronski pošti, da se ne lovimo, najlažje v bistvu srečamo in se povežemo. Ok, dobro. Hvala lepa, Miha. Vse dobro. Ja, vse dobro tudi vam.